Ustvariti domačo stran ni mogoče tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Sploh, če želiš tako res dobro, ki bo pomagala pri prodaji. V tem videu bom s tabo delila ključne elemente in skrivnosti, ki so potrebne za takšno spletno stran. Zdaj, še preden pa gremo v akcijo, mi zaupaj na lestvici od 1 do 10, kako naporno ti je priprava vsebin za spletno stran. Zapiši spodaj v komentar. Zdaj, če si morda pomislil ali pa pomislila, da priprava vsebin za domačo stran res ni nekaj posebnega in pač narediš, kot imajo ostali, potem pozor. Če samo kopiraš od konkurence, pa potem spremeniš besedilo, pa zamenjaš slike, potem kopiraš tudi vse njihove napake in neizkoriščene elemente. Poleg tega, da tvoja spletna stran nikakor ne bo izstopala iz konkurence, tudi ne bo pripravljena za pozitivno uporabniško izkušnjo tvojih idealnih strank, kar pa lahko pripelje do izgube velikega števila prodajnih priložnosti. Pa gremo po vrsti. Kakšno vsebino torej najprej potrebuješ? Ko nekdo obišče prvič tvojo stran oziroma tvojo domačo stran, torej potrebuješ naslovnico. Zdaj, ko nov obiskovalec pride na tvojo spletno stran, bi moral v bistvu v 5 sekundah dobiti odgovore na 3 ključna vprašanja. In to so, kaj počneš oziroma kateri problem rešuješ oziroma rešiš temu obiskovalcu, kako bo ta ponudba izboljšala njegovo ali njeno življenje in kaj mora narediti za nakup. Torej, kaj je tisti prvi korak, ki ga mora narediti, da pride do tvoje ponudbe. Zdaj, glavni naslov je tako usmerjen v rezultate, v transformacijo in zbuja čustva, kar nam pomaga pri nakupovanju, ko nakupujemo v bistvu s čustvi, ko želimo se bolj povezati. Podnaslov pa lahko potem izkoristiš za kratko razlago, kako prideš do te rešitve. Tretji, zelo pomemben del pa je na tej naslovnici še gumb sklican k akciji, ki je v bistvu usmeritev, kaj mora narediti, da pride obiskovalec do ponudbe oziroma do nakupa. Naslov, podnaslov in pa gumb pa lahko še podpremo s fotografijo oziroma grafiko. Morda se ti to ne zdi pomembno, ampak po nekaterih podatkih bi se v bistvu obiskovalec zadržal 6 sekund samo na ogledu te grafike oziroma fotografije. To je pa za spletne strani ogromno časa in izjemna priložnost, da se še bolj povežemo na čustveni ravni. Seveda, če to fotografijo tudi dobro izkoristiš oziroma zbereš tiste ta prave fotografije. Namesto dolgočasnega ozadja, naprimer nekega neba, narave, zgradb in podobno, raje zbereš fotografijo, ki izraža to, kako se bo nekdo počutil, ko se bo odločil za tvojo ponudbo. Če prodaš recimo produkte, naj ne bo na fotografiji samo produkt, ampak zadovoljne stranke, ki uporabljajo ta produkt. Zdaj, če ponujaš storitve, naj fotka sporoča neke rezultate, ki jih bodo imeli. Naprimer, za pasjo šolo je to lahko neka taka fotografija, kjer je lepo vzgojen pes in pa zadovoljni vodnik, ki uživa v družbi svojega 4-nožnega prijatelja. Ko imamo naslovnico pripravljeno, gremo na delček, ki je namenjen neuspehu. Ja, to je del, kjer pojasniš, kaj se bo zgodilo, če se ne odločijo za nakup ali kateri problem jim v bistvu tukaj lahko rešiš. Usmeriš se v čim bolj konkretne primere iz življenja tvoje idealne stranke in bolj konkretni, kot so ti problemi, lažje se bodo tvoje idealne stranke uživele. In potem naslednji del je pa uspeh. Del o uspehu lahko vključuje tudi primere neuspeha in pa razlage, zakaj jim ni uspelo, ter na to v bistvu predstaviš, kaj je pa zdaj ta tvoja rešitev, ki jo ponujaš. V tem delu torej jasno napoveš, kakšen uspeh lahko pričakujejo, če se odločijo za nakup. Ta delček je torej zelo kratek, običajno. Potem pa smo že pri 4. delu. Tukaj ta del je v bistvu namenjen koristim in pa prednostim. Zdaj, ta razdelek je v bistvu namenjen, da izpostaviš koristi oziroma prednosti tvoje ponudbe, ki te ločujejo od konkurence. To lahko izgleda v obliki tako ikone, naslova in pa čisto kratkega opisa. In ga uporabiš lahko recimo 3, maksimalno 4 do 5 prednosti.
Še preden pa nadaljuješ, ti pojasnim razliko med prednostmi in pa lastnosti ponudbe. Če pogledamo recimo primer Tesle. Tukaj vidimo na tej strani, da so lepo zapeljali, v bistvu združili te prednosti in lastnosti z Stay Connected in potem je v bistvu bolj podrobno napisano, kakšna je ta njihova tehnologija, kakšne so lastnosti te Bluetooth povezave. Podobno je Sublime Sound, kjer imamo potem zelo podrobno opisano, precej podrobno opisano, kakšni so ti zvočniki, ki nam potem dajo, da imamo res super zvok. Torej, naslov Stay Connected in pa Sublime Sound sta v bistvu prednosti. Medtem ko je opis, ki sta pod tema naslovoma, pa so lastnosti oziroma bolj natančno specializirana ponudba. Pojasnjena ponudba, kaj točno tukaj je. In mogoče se zdaj sprašuješ, zakaj je to pomembno, ker s takim načinom opisa v bistvu hkrati zadovoljiš čustveni in pa logični del nakupa, ki pa sta pri vsakem v bistvu zelo pomembna in pri vseh ljudeh imamo torej del nakupujemo s čustvi in del z logiko. Potem pa smo že pri 5. delu oziroma načrtu, kako bo vse skupaj potekalo. V tem razdelku po korakih pojasniš, kaj lahko pričakujejo in kako bo potekalo sodelovanje. Pri tem pa pazi, da korakov ni preveč. Priporočljivo je približno 3 ali maksimalno 5 korakov. S preveč koraki lahko namreč preobremeniš obiskovalca in odvrneš totalno od nakupa. In ne pozabi, eden izmed korakov naj vsebuje seveda tudi klic k akciji. Kaj je tisti prvi korak, ki ga morajo narediti? In zdaj je mogoče tvoj pomislek, da bi vse strani potem izgledale enako ali pa da je tvoj brand nekaj čisto posebnega in potrebuje v bistvu drugačne elemente na domači strani. In razumem te, slišim te, to so v bistvu, kar smo našteli, osnovni deli domače strani, ki so potrebni na večini spletnih straneh in jih lahko prilagodiš glede na svoje potrebe. Po potrebi lahko recimo dodaš ali pa še kaj odzameš, ampak dodaš lahko recimo še neko predstavitev vseh ponudb, sploh če imaš različne ponudbe, da tvoja ponudba ni samo ena, jih lahko našteješ. Dodaš lahko kratko predstavitev sebe. Če delaš neposredno s strankami in želiš, da te bolje spoznajo, je lahko to zelo koristno. Potem lahko dodaš izjave zadovoljnih strank, ki so usmerjene v rezultate. Potem lahko dodaš še zadnje objave iz bloga, pa mogoče še vabilo na neko tvojo brezplačno ponudbo, če jo seveda imaš, pogosto zastavljena vprašanja in tako naprej in še. Skratka, predstavljaj si, da so ti elementi kot ene Lego kocke, ti pa potem izbereš in sestaviš tiste dele, ki so najbolj smiselni za tvoj posel in predvsem tvojo idealno stranko. In zdaj upam, da razumeš, kateri deli so potrebni. Vabim pa te, da v komentar zdaj, ko razumeš, ko poznaš vse dele, na lestvici od 1 do 10 zapišeš v komentar, kako zahtevna se ti zdaj zdi priprava vsebin za domačo stran. Ne pozabi pa tudi klikniti na subscribe oziroma naroči se, da ne zamudiš naslednjega videa.